Balkan Boys, niste sicer prišli v finale Hala Tivoli, ste pa zmagovalci backstage-a dosti. Imamo vse skrbno zabeleženo, naredili ste žurko Sešika. Verjetno je to, kar znate narediti tudi drugače, se vas najame kot band. Še bolj znam. Še bolj znate? Še bolj znam. Ja? Najdli ste se pred 4 meseci, vsi ste v bistvu glasbeniki, šolani glasbeniki, oziroma se še šolate. Kako da ste se najdli, zakaj ste se najdli, kaj je ta zgodba tukaj? Ja, pač to zgodbo sem jaz začel, ne? Ker sem že 4 leta v tej muziki, v glasbi, no? In en dan sem jih odkril in sem rekel, tu bo to prav band in zakaj pa ne bi poskusili, evo, to nas je pripeljalo sem na Pop TV. Delati balkansko muziko v Sloveniji, pri tem, da imamo balkanske super bende pred vrati, je težko. Vi ste si zadali še težjo nalogo. Naredili ste svoj komad, ne? Zakaj še avtorsko potem podpreti? Nekako, če imaš avtorsko glasbo, vseeno te ljudje bolj cenijo, vsaj nekaj ustvarjaš. In mi smo se odločili, da bomo nekaj ustvarjali, ne samo preigravali razne balkanske ritme in pač glasbe. To paste, da vas ne sliši slučajno Goran Bregović, on je znan po temu, da svoje avtorstvo rad si sposodi parkovu, ne, na Balkanu. Ja. Drugače pa, koliko vas gre letos v Gučo? Letos sem jaz namenjen sam v Srbijo, ampak ne grem čisto v Gučo, grem lahko da tudi grem, rečemo, da grem. Njih bom pa peljal naslednje leto, ker sem bil že sam enkrat. Ponudbe za poletne špile so že začele padati? Že takoj po audiciji. Ja? Kje vas bomo videli? Že kaj vemo? Ja, 24. julija poletje v Cerknem, predskupina Nuša Merenja in dan del. To recimo, ta prvi, zdaj bo pa verjetno še več tega. Prvi, pa še jih je 15. julije tudi v Metliki z Magnifikom igramo. Super, to vas je poklical potem po tabornem špilu ali se že odprej poznate? Ne, v bistvu so nas klicali organizatorji z Magnifikom. Igramo skupaj, bomo imeli koncert. Ne, sprašujem zato, ker je bilo že nekaj ugibanj, da bi slogovno lepo skupaj pasali, ne? To bi pasali, ja. Dejanov oče je znani slovenski, ja, v bistvu glasbeni obraz, ne, ker nisem glasbenik, je tudi avtor, založnik, kaj še, Brandi. Kdo ima boljši okus v familiji za muziko? Definitivno jaz, ne. Ampak pač jaz moram še to pokazati, on je pa že pokazal. Tokrat klobuki so tudi od očeta ali ste sami našli? Ne, klobuki so čist naši, edino jaz imam od očeta, ker jih imaš že preveč, pa sem si jaz enega vzel za sebe. Dejstvo pa je, da je tvoj oče uspešen glasbeni poslovnež. Kako bo to v bistvu vplivalo na delovanje skupine? Boste delali čist ločeno od njega ali vsaj kakšen nasvet mogoče od njega probali dobiti? Ja, delali bomo ločeno, no, mi se bomo trudili za sebe, fajn bo, če nam bo pomagal, ker je vseeno že toliko časa v glasbi, ve, kaj je prav, ve, kaj je ni. Bomo večinoma svojo pot in ga bomo probali premagati. Predvidevam, da v finalu boste navijali za Tino Drole, kar ste z njo že nastopali. Ja. Kakšna je ta zgodba? Ta zgodba je pa taka, da obiskuje isto srednjo glasbeno šolo in tudi hodi v dijaški dom, kjer so tudi tele fantje z njo v istem domu. In smo se odločili, da bomo nekaj skupaj naredili tudi in smo nastopali že večkrat skupaj. To pomeni, da ste tudi po talentu še mogoče kaj probali skupaj narediti? Odlično bi bilo, super. Fantje, najlepša hvala za tale pogovor. Še pozdrav gledalkam spletne strani Stop. Balkan Boys!